Vabljeni gledano oddaje s knjigo. Tokrat je pa z nami Tanja Novak, avtorica knjige o času pred mobilnimi telefoni in sicer govori o mojih otroških lumparijah. Se vi še spomnite svojih? Danes v oddaji s knjigo bomo pa malo govorili o otrocih. Imamo namreč avtorico, ki je napisala 2 knjigi, Gostilnico Čarno, pravljico, in pa Moje otroške lumparije. Tanja Novak, lepo pozdravljena. Pozdravljeni. Pozdravljam tudi publiko pred zasloni. Tanja, ti si vzgojiteljica. Tako. Kako da si se odločila za ta poklic? Ja, sem diplomirana vzgojiteljica in ta poklic zahteva pravzaprav celega človeka. Je v bistvu poslanstvo. In če ti tega poklica ne čutiš kot poslanstvo, potem boš trpel v tem poklicu. Boš imel kar krize. Če pa to res čutiš to željo po tem poklicu, potem boš ta poklic upravljal z veseljem in ti ne bo težko. In še danes, po tolikih letih dela, še vedno hodim vsak dan z veseljem v vrtec. Kako se to lepo sliši? Kateri vrtec? Vrtec Mladi rod v Ljubljani. V Ljubljani. Koliko časa si že? Že zelo dolgo, več kot 20 let zagotovo. Ne znam točnih let, ker ampak res je ogromno otrok bilo s tabo, si spoznala tudi generacije že različne. Tako, ja. In še vedno smo z nekaterimi v stiku. In prav prijetno mi je, ko pridejo recimo otroci, ki so že v srednji šoli in pridejo me pogledati in me pozdravijo. To mi je res tako lepo. Meni se je vedno zdaj najbolj romantičen poklic, jaz sem govorila, da je to vršica. Res? To vršica. Pa sem pa videla, da kar hecajo te vršice v šoli. Namesto v gimnaziji, tam noben ne heca. Da še bolj hecajo, pa nekje ta želja uplahnela. Ampak še vedno se mi zdi, da je poklic učitelja in vzgojitelja neko najlepše poslanstvo, ki ga lahko imate, ker vi naslednje generacije nekako vzgajate. Nažalost pa danes je slišati, kako bi rekla, ne to kritiko, kar obupavanje nad tem poklicom. Ja, pri nas ni tako cenjena. Zdaj, če pogledate skandinavske dežele, je to veliko bolj cenjeno in tudi plače so temu primerljive. Pri nas pa ni. Enostavno, mogoče se ne zavedamo, kako pomembna so leta na začetku otrokovega življenja, ker do 6. leta pravijo, da se vse naredi. In se mi zdi, da je to zelo pomembno. Otroštvo je zelo pomembno in odrasli pozabljamo, kako pomembno je otroštvo. Če greva na to, praviš do 6. leta, kako je pomembno, kaj otrok osvoji, dobi, kakšno otroštvo ima. A bi lahko strnila, kaj so neke ključne zadeve, kaj je vredno paziti, da otrok osvoji? Kako delati? Ja, predvsem otrok mora rasti v čutečem okolju, mora biti sprejet, slišan. Moramo ga sprejeti tak, kakršen je. Zato je tudi ta prva knjiga Gostilnica Čarna lepo pač na otroški način nekako poskuša otrokom povedati, da tak, kakršen si čist okej. Tako da knjiga zagotovo pomaga pri razumevanju otroškega sveta in prav zato sem se tudi odločila pisati knjige za otroke, ker otrok skozi knjigo spoznava svoje čustva, čustva drugih, empatijo, spoznava prijateljstvo, vrednote in na vse jezika, se mu zelo dobro razvija domišljija. In seveda moram poudariti, da knjiga za otroka pomeni tudi nek most med generacijami. Se pravi, takrat, ko odrasel in otrok skupaj bereta knjigo, se vzpostavi nek prostor in v tem prostoru, ko starš odrasel bere otroku, ko ga ta otrok posluša, ko se pogovarja o tej vsebini, ko si delita spomine, to je zelo tak kakovosten čas, ki ga preživiš z otrokom in v bistvu vse to močno zbliža starša in otroka in prav je, da je ta večerno, recimo vsaj večerno branje del neke rutine v otroštvu in vse to se dogaja brez zaslona, Tako da... Se pravi, pravljice brati otroku je pomembno. Absolutno, zelo pomembno, res zelo pomembno. Otroci imajo zelo radi knjige. Žal so mogoče res malo preveč danes pred zasloni, ker v bistvu zasloni
je dokazano, da pač škodujejo otroku v zgodnjem otroštvu. Se pravi, do 2. leta sploh ne bi smel otrok biti pred zaslonom. Dan danes pa morda opazite, ne? Če greste na morje, pa greste na kosilo v hotelu in kaj vidite, kako otroci zelo majhni sedijo pač v tistem stolčku in kako ga starš hrani, da mu da mobitel pred krožnik in ga hranja. Ne? In otrok gleda neko risanko, nekaj ogromno drežljajev in to je vse pred 1 letom, kar sploh ni zdravo za otroka. In tak otrok recimo se močno navadi na te držljaje. Ves čas potrebuje držljaje nove in nove in do 2. leta, ko se te možgani še tako zelo intenzivno razvijajo, to škodi, a ne? V bistvu lahko razvijajo motnje pozornosti kasneje v življenju. Do 2. leta starosti sploh ne bi smeli biti zasloni, nobenih zaslonov. Celo do 3. in celo več. Nekatere pedagogike celo zagovarjajo brez zaslonov, ne, ves čas. Ampak jaz pač ne morem reči, da moramo dati neko kritiko današnjemu času, ker mi živimo v tehnologiji in tehnologija je del našega sveta. Ampak treba pa je to biti v nekem ravnotežju. Pa verjetno dozirati počasi, previdno. Tako, mora biti prisoten starš zraven, vsebine morajo biti kontrolirane. Imamo dobre vsebine. Vendar seveda veliko je pa tudi neprimernih in tudi neprimerno otrokovi starosti. Mi je pa duša pobožana, ko rečeš, da otroci imajo radi knjige. Zelo radi. Obožujejo knjige. Obožujejo. Pri nas v vrtcu vsak dan beremo. Vsak dan. Tako da, je Gosenica čarna bila prej zgodbica, ki se je govorila otrokom, pa si napisala, pa potem brala? Najprej je bila napisana zato, ker je bila napisana kot neka gledališka predstava, ne? Ker se pač neko sosledje živali in prihajajo potem v stik z Gosenico. Potem pa smo se odločili, da bo še knjigica. No. In kakšen je odziv otrok? Ja, zelo obožujejo pravljico, tako da tudi jim jo predstavim s pomočjo Kamišibaj gledališča. Tako da, pa sodelujejo tudi zraven, pa kaj igrajo, kako jih vpleteš noter? Ja, ta knjiga je bolj za starejše otroke, a ne? Tako da zdaj imam zopet mlajše, a ne? Tako da tista generacija, ki je bila deležna te knjige, je šla že v šolo in so ustvarjali zraven, so poskušali tudi sami odigrati gledališko predstavo, pogovarjali smo se veliko o vrednotah, tako da nam pomaga pri učnem procesu. Knjiga je zagotovo dober učni pripomoček. Super. Ja, lepo. Včasih je pa izziv. Tisti, ki tukaj ne poznamo, jaz vam 2 ne čaka in potem gledam, kaj kupiti, da bo res lepa sporočilnost, pravljice, knjige. Včasih je izziv, katera pravljica, bom zdaj zelo surovo rekla, je dobra, pa slaba. Po čem to vrednotiti? Ja, ker ponudbe je ogromno, ne? Ponudbe je res ogromno, veliko je tudi prevodov, a ne, mogoče se včasih tudi premalo podpira slovenske avtorje, a ne. Menda, da je najlažje pač neko knjigo prevesti in jo pa dati v obtok. Zdaj, jaz sama sem tudi zelo kritična do svojih del, a ne, vedno najdem, kaj bi bilo bolje in kaj bi bilo boljše, a ne, nasploh. Ampak načeloma je pomembna tudi ilustracija, ne? In seveda tudi vsebina vsekakor, ampak tudi ilustracija je pomembna. Da je tako pozitivna sporočilnost, da je to... Ja, absolutno, da je tudi, ja, da je pač dober učni pripomoček. Narediva en kratek premor, potem pa greva do tvoje druge knjige, Čas pred mobilnimi telefoni. Tako. Z vzgojiteljico Tanjo Novak govoriva o času pred mobilnimi telefoni, moje otroške lumparije. Tako. Tanja, kako je nastala pa ta knjigica, Moje otroške lumparije? Ja, ta knjiga je pa nastala prav zaradi otrok, ki so zdaj že v šoli, ker so me vsak dan prosili, Tanja, prosim, povej nam spet eno tvojo lumparijo. Prosim, prosim. In res, želeli so moje otroške lumparije poslušati. In sem rekla, ker so si res toliko želeli vsak dan poslušati te moje lumparije, sem se odločila, da jih zapišem v knjigo. In zato je ta knjiga nastala v bistvu res samo za njih. Zakaj bi pa rekla, da si želijo slišati lumparije svoje vzgojiteljice?
Ja, a veste, lumparije, a ne, vsak otrok je kdaj lumpast, a ne. Nihče ne more biti priden ves čas, a ne. To pač ni naravno. In njim je to bilo zelo všeč, ker to so ene take prepovedane stvari, biti poreden, a ne, in biti lumpast. In to jim je bilo vedno tako všeč, ko sem jaz to prepovedovala, te svoje lumparije. In še poudarjala sem, da je bil takrat drugačen čas. Takrat nismo imeli mobitelov. In pol, če sem jih vprašala, a pa mislite, da so bili takrat avtomobili? In njim se je zdelo to tako daleč. Ne, ni jih bilo, pa so bili. Ne. V bistvu res nimajo toliko te predstave, kako je bilo včasih. Ste imeli elektriko, telefon? Ja, to jim je bilo, a ne tako prav, a res, pa tudi to je bilo, a to je že bilo. A ne tako, mislim, nekako jih popeleš v preteklost, a ne. In kaj je nasplošno najljubša njihova lumparija? Ojoj, bilo jih je več, ampak ena med njimi, je pa tudi ta, kako sem enemu, ki me je strašil s psi, ker sem mu pljunila na glavo. Ampak kaj pa, kako je bilo, pa bi mogli prebrati, ne. Tista jim je bila najbolj všeč. Dej nam spet povej tisto, ko si tistemu fantu pljunila na glavo. Dej. Ta jim je bila res zelo všeč. Ampak tudi ostale so zelo radi poslušali. Kaj pa tvoja najljubša? Moja najljubša je v povezavi z mojo mlajšo sestrico drugače. Moja mlajša sestrica se je rodila gluha in sem mi pač ušpičila eno tako zelo neprijetno lumparijo. No. In je tudi v knjigi? Je tudi v knjigi. Lahko vam jo tudi preberem, če želite. Samo da jo najdu. Aha. Dobro, lahko začnem. Naslov je Ah, ta sestrica. V moji družini smo 3 sestre. Jaz sem se rodila druga. Torej sem srednja sestra. Moja mlajša sestra je 5 let mlajša in rodila se je gluha. To pomeni, da njena ušeska res niso delala. Ja, res, brez šale. Hodila je v posebno šolo za gluhe in naglušne otroke. Bila je živahen otrok, radoveden in zelo nagajiv. Imeli smo jo zelo radi, vendar njeni nagajivosti ni bilo konca. Kar naprej mi je nagajala, ščipala me je, odrivala, tudi boksala, kar tako malo za šalo. Kako je bilo to zoprno. Če pa sem jo jaz uščipnila nazaj, je začela jokati in tožiti mami. In kaj je naredila moja mama? Ja, nič, rekla mi je samo, pusti sestrico, a ne vidiš, da je še majhna in ji ušeska ne delajo. Prav nič nagajivosti nisem smela vrniti. Nekega dne me je ščipala in boksala, kot da sem pliško oziroma plišasta igrača in odločila sem se, da je te nagajivosti dovolj. Čas je bil, da zadevo vzamem v svoje roke. Vzela sem škatlico s šivalnim priborom in iz nje vzela bucko. Postavila sem jo pod blazino na jedilnem stolu. Bucika je nevidno molela skozi blazinico, nato sem povabila sestrico k mizi ter iz kretnjami za gluhe pokazala, da imam presenečenje zanjo. Pripravila sem ji namreč kruh s čokoladnim namazom. Vedela sem, da se taki sladki malici ne bo mogla upreti. Ko je prišla k mizi, sem ji ponudila stol, kamor naj se usede. To je bil seveda tisti stol, na katerem je bila skrita bucika. Ko pa se je sestrica usedla na stol, se je tudi zelo hitro dvignila, kar skočila je in hkrati zakričala. Sledil je glasen jok, nato je stekla k mami, ki jo je hitro potolažila. Ojej, tista bucika je bila res grda lumparija. Še zdaj mi je žal, da sem to naredila. Sestrica je hitro zrasla in kmalu nehala z nagajivostjo. Še danes se tega spominjava in se temu zdaj smejiva. Ta moja sestrica je postala super sestra. Sestra, ki si jo vsaka sestra lahko le želi. Super. Jaz si kar predstavljam otroke, kako te požirajo. Potem pa to tudi v igro spraviš, ne? Ja. Kako je bilo predstavitev te knjige? Ste zaigrali to? Predstavitev knjige? Ja, v bistvu zaigrala. Mislim, sem prebrala nekaj teh zgodbic. Pač rada berem tako doživeto. Otrokom je to všeč.
Tako in še bolj približaš knjige, ne? Da ne bereš. In to ključno vprašanje, kako otrokom zbuditi ljubezen do knjig, tudi potem, ko bodo starejši, ker do konca pa ogromno odraslih reče, ko ti je super, misliš, da nikoga ne rabiš. Ko si pa v najtežjih življenjskih situacijah, te včasih pa ravno knjige dajo tisto moč, ko jo rabiš, tisto pogum, ki ti zmanjka, mogoče neke ideje, inspiracije, ki so v tistem momentu ključne in so knjige res na nek način, kot klišejsko rečejo, prijatelji. Ja. Moraš pa dobiti to ljubezen do tega, da veš, kam poseči. Kako to otrokom zbuditi? Ja, to se pa začne že v zelo zgodnem otroštvu. Se pravi, že ko je otrok zelo majhen, ko začne prijemati stvari, mu ponudiš njemu seveda starosti primerno, da se pravi, začneš od začetka že, a ne? Da mu to v bistvu daš že od zibelko. Začneš s preprostimi knjigami, leporelo, a ne se reče, potem nadaljuješ seveda naprej z bolj kompleksnimi knjigicami, slikanicami, knjigami in z njim imaš neko rutino branja. Dovolj je že, če vsak večer skupaj pogledata, a ne, in se družita pri tem, povezujeta. Tako da to je ključno, da se zgodaj začne. Ja, pa da povežete s pozitivnimi občutki, ne? Tako, pozitivni občutki pri tem, tako je. En kratek odmor, potem se povrniva spet v ta čas pred mobilnimi telefoni. Velja. Imamo vzgojiteljico Tanjo Novak, ki je zapisala svoje otroške lumparije. Ampak sporočilno zadaj je pa globoka, ker pravi, to je bil čas pred mobilnimi telefoni. Tanja, 20 let približno si že vzgojiteljica in zdaj, če pogledaš svoje otroštvo, pa zdaj otročke, kaj bi rekla, kakšen je bil tisti čas pred mobilnimi telefoni? Ja, otroštvo je bilo včasih popolnoma drugačno, kot je danes. Imeli smo, se mi zdi, da več svobode, več časa za igro, več skupnih stikov. Včasih je bila edina aplikacija, ki si jo potreboval, glas tvoje mame. Tako da, ko si bil zunaj in če si prepoznal glas svoje mame, si vedel, da je treba iti domov, ne? Danes pa so otroci zelo pod kontrolo, ne? Vsi imajo že mobitele. Včasih tega vsega ni bilo, ne? Imeli smo seveda 3-minutno večerno risanko. In to je bilo cel dan na uro gledati. Ja, pa še ure nismo imeli, ko smo bili še tako majhni, ne? Ampak smo imeli neko notranjo orientacijo, nek čut in smo vedeli, da bo treba domov, ne? Pa če pa nisi vedel, pa si stekel pod blok, pa si rekel, mama, a je že 7? Pa je mama rekla, ne, ni še, imaš 5 minut. V redu, pa sem kar vedel, kdaj je tistih 5 minut in sem stekel domov na tisto risanko 3 minute, a ne? In to je bilo 3 minute veselja. In je bilo res omejeno, ne? Črno-belo televizijo smo imeli. To, ko rečem svojemu sinu, da smo imeli črno-belo televizijo, kaj? Sploh ne more verjeti. Ja, telefonov ni bilo, imeli smo telefonske govorilnice, ne? Ampak to smo zelo redko šli v tisto telefonsko govorilnico. Mogel si imeti žetonček ali pa kakšen kovanček, pa to si imel zelo malo časa, ne, da si lahko kaj povedal, ne, po telefonu. Bili so res drugačni časi, ni bilo toliko prometa, otroci smo se lahko več igrali zunaj, imeli stike med seboj, socializacija je bila res vrhunska takrat, ne. Znali smo konflikte med seboj reševati, zmenili smo se sami med sabo, a ne. Se mi zdi, da tudi ni bilo toliko agresije. Ni bilo tudi teh igrc, ne, agresivnih in tako naprej. Ko pa zdaj gledaš otroke, ki jih imaš v vrtcu, vse nekaj je splošno, ko se pogovarjamo preveč na zaslonih, premalo se starši z njimi ukvarjajo, nekateri preveč se z njimi ukvarjajo, vse sorte slišimo, ampak imaš pa res dnevni stik s temi otroki. Kaj bi rekla, kaj jim najbolj manjka? Najbolj se mi zdi, da starši preveč želijo zapolniti prostor otroku. Se pravi, ves čas si želijo jih nekam peljati na nek tečaj, pa na tisti trening, pa to, pa mogoče otroku to sploh ni, ne. Se mi zdi, da jim preveč želijo zapolniti čas. Pa še velika napaka je ta, da velikokrat je televizija varuška, ne. Se pravi, ko ni na neki aktivnosti, je pa doma potem za ekranom. V bistvu pogrešajo svoje starše, a ne. Pa ne rečem, da se mora starš ves čas ukvarjati s svojim otrokom, ker tudi to ni zdravo, ne. Ampak mora otroštvu mora dati možnost,
da je otroku dolg čas. A ne? Ker takrat, ko je otroku tudi dolg čas, se začne razvijati domišljija, a ne? Začne razmišljati otrok drugače, ne potrebuje več toliko teh zaslonov. To je treba omejiti, a ne? To mora biti pod kontrolo. Ne rečem seveda, da je treba to čisto odpovedati, sploh ne. Ampak pač en nadzor pa pri tem mora biti. Ko pa opazuješ te generacije, ko se spreminjajo, eni pravijo, so zelo drugačni otroci danes. Kako to vidiš? Ja, potrebujejo več dražljajev. Potrebujejo več dražljajev. Ravno zaradi tega, po moje, ker že v zgodnjem otroštvu dobijo zaslon pred sabo. A veste, koliko slik se spremeni v eni sekundi? To je ogromno dražljajev za otroka. In te otroci potem ves čas potrebujejo neko animacijo tako, ne, da se ves čas nekaj dogaja. In to ni dobro. Zakaj pa drugi pol tega, ko bi pa nekdo rekel, da so pa današnji otroci ekstremno taki spretni, hitri, tukaj teh didaktičnih igrač, naprednih zadev. Moraš si kdo reči, ko smo mi tako mladi, niti približno nismo bili tako brihni, pa tako hitro dojemljivi, pa kar razumeli stvari. Kaj bi pa na to rekla? A pa se vam zdi, da je res veliko takih igrač? Jaz sem opazila, da v bistvu mi, kot otroci, mi nismo imeli narejeno hišo. Mi smo si jo mogli sami narediti. Ja, ali pa iz stare škatle za čevlje. A me razumete, ne? Danes otroci dobijo vse na pladnju, tudi znanje. Ne? Ja. Tako da ta ustvarjalnost, to se pa precej izgublja, no? Jaz gledam moja dva nečaka, ko odraščata na kmetiji. Super. Pa ko sem jaz odraščala na kmetiji, se mi je zdelo, da se mi godi največja krivica tega sveta, ker nimam stika z muzeji, s tem, kar mesto ponuja, s tem napredkom. Mi smo v življenju videli harmoniko, pa klavir, pa je bilo že konc, prišel v Ljubljano, kaj so se to otroci že videli, to širino dobili, ne? Opero so videli. Mi nič, mi smo tam na kmetiji. Ne? In se mi je zdelo, da se mi največja krivica sveta dogaja, da sem tam, nisem v stiku s naprednim svetom. Ko pa nečaka opazujem, pogledam, imate pa najlepše otroštvo. Odprt, travniki, njive, vse je njuno, najdete tam noter, kar želite, sosedje, otročki se zaigrajo. Sem res imate lepo otroštvo, no, na takem stiku z naravo, ogromno prostega časa, tazga, kjer postane dolg čas, ampak hitro najdete ideje, kaj ne počnete. Ja, zelo je pomembno, da otrok ima stik z naravo, ne? In gibanje v naravi. To je zelo pomembno. Tako da verjamem, da imata čudovito otroštvo. Ja. A pa želim to verjeti, ker pa ste mi ljuba. Se pa trudim knjige približati, pa ne gre najbolj. A ne gre? Ne, neki bolj traktori pa to. Tanja, kot vzgojiteljica, zakaj si pa začela pisati svoje knjige? Je ta ustvarjalnost? Pisati sem začela ravno zaradi otrok, ker sem jim to želela dati. Iz srca podariti. In občutek. Ja, je čudovit, ko vidim, kako otroci lepo sprejemajo, kako so veseli, kako si želijo drugi del. A te? Moje otroške lumparije? Te si želijo že šolske, ne? Ker to so bile predšolske, notopisane, in si želijo že drugi del. In dobivam take lepe informacije, ne? Mislim, povratne informacije. Pa je bilo to plomparij, da bo za celo knjigo? Absolutno, da bo, ker imam že osnutek. Tako da... Evo, otroci Tanje Novak, se pravi čez nekaj let, ko so v šoli, so že v šoli. Zdaj so že te otroci, zaradi katerih je nastala ta knjiga, so zdaj že v 2. razredu. Aha, evo, prihaja. Šolske lumparije za njih drugi del. Pa kako pa oni na to gledajo, naša tovarišica vzgojiteljica, pa lumparije delala? V bistvu te lumparije, jaz sem prebrala eno, ki je najbolj grozna, ne? Tisto, kar sem sestri si ušpičila. Ostale so v bistvu otroške, ne? Take, pravijo drugi, ki berejo, da so prisrčne, iskrene, humorne. Tako da, pač otroci so otroci. Poglejte, moj sin je šel zalivati rože, moj otrok, pa jih je preveč zaliv, a ne? Pa je šlo vse, pa je bil še cel balkon zalit. Pa je šlo še k sosedi dol, a ne, pa to so take otroške lumparije, a ne, tako nadolžne, take otroške. In tudi take so tudi noter še ostale upisane. Ja, luštne. Prijetno jih je bilo brati in res se nasmejemo. Všeč mi je pa zelo to zaključek, ko pa resno zapišeš. To je poklon času, ko so bile največje težave strgane hlače,
In zamuda na večerno risanko, ne pa prazna baterija v telefonu. Tanja Novak, najlepša hvala. Mislim, da ne samo, da pišeš čudovite stvari, nekaj najlepšega je slišati, da kot vzgojiteljica, da rečeš, vsak dan grem rada v službo in mislim, da prepričana sem, da tem otrokom res veliko daš. To je čudovito. Hvala. In še naprej na veliko ustvarjalnosti. Hvala.